pozdrav. Upam, da se slišimo vse. Moje ime je Tanja Tuma in v imenu Slovenskega centra PEN in Slovenskega knjižnega sejma vas najbolj toplo pozdravljam na tej eni zadnjih, ampak verjetno najbolj živih in zanimivih prireditev tega sejma. Z menoj bodo Sandi Horvat, pa prosim, kar pridete gor, novinar, publicist, pesnik, pisatelj. Kaj pa kakšno? Gospa Samanta Baranja, predavateljica, ki preučuje romski jezik. Gospod Marcel Baranja, pesnik romske poezije. Ravnokar pa ste slišali dve pesmi, ki jih je zapela Nina Brasseur in Denis Maver. Absolutno. Torej, Slovenski center PEN in romska kultura in literatura. Že davno se je Slovenski center PEN začel ukvarjati s tem izjemnim bogastvom, ki je tudi del slovenskega kulturnega bogastva. Letos pa smo skupaj pripravili projekt, ki ga podpira Ministrstvo za kulturo, in sicer popoldne z romsko literaturo in glasbo. V tem popoldnevu boste najprej izvedeli nekaj več o Romih, kako so prišli v Slovenijo, o romskem jeziku. Mogoče se boste celo naučili nekaj besed romskega jezika, slišali bomo čudovito poezijo in zaključili bomo z glasbo, še nekaj glasbe. Tamle pa lahko že malo pokukate, se pa pripravlja pokušinja romske kulinarike. Zahvaljujemo se sejmu in vsem sponzorjem, ki so nam to omogočili, in predajam besedo Sandiju Horvatu. Izvoli, Sandi. Hvala lepa, Tanja. Še en lep dober dan iz strani Romskega akademskega kluba. Ja, danes smo tukaj, da vam malce na hitro pobliže predstavimo, kdo smo Romi, kaj je romska kultura, s čim se ukvarjamo. Za začetek pač moje ime, ker jaz zdaj pač govorim. Ja, smo člani Romskega akademskega kluba, ki je bil ustanovljen leta 2008, prav s tem namenom, da ozaveščamo pomen izobraževanja za Rome in Sinte v Sloveniji. Na kratko za tiste, ki še ne veste, kdo smo Romi. V Sloveniji še vedno etnična manjšina, čeprav so tudi v nekaterih evropskih državah Romi že priznani kot manjšina in s tem tudi uživajo določene pravice z tega naslova. V Sloveniji okoli 12 000 Romov, smo dejansko naseljeni po celi državi. V Evropi pa je Romov okoli 15 milijonov po zadnjih podatkih Sveta Evrope. Imamo svoj romski jezik, o tem bo zagotovo več povedala Samanta. Ima zelo zanimive podatke o tem jeziku in še več o samih narečjih romskega jezika. Da Romi sploh smo nekako vidni, prisostvujejo predvsem tudi romski mediji. Kot je Tanja že omenila, sam sem novinar in voditelj romskih oddaj na RTV Slovenija. Imamo pa tudi številne romske nevladne organizacije, ne samo v Sloveniji, po celem svetu. Romi, morda veste, od kod izhajamo. Nismo iz Romunije, kot večina morda kdaj misli. Romi izhajamo iz Indije. To je nekako krajši oris poti Romov, njihovih migracij iz Indije. Vidite tudi letnice, upam, da se vidi v občinstvu, kdaj približno smo kam pripotovali. Romi naj bi bili v Sloveniji prvič zabeleženi že v 14. oziroma 15. stoletju. Imamo, kot vsi stali narodi na svetu, svojo zastavo, ki tudi seveda nekaj simbolizira. Modra barva, nebo nad nami, zelena, ljubezen do narave in rdeče kolo, potovanja. Je pa zanimivo, ko sem obiskal Rome v Španiji, sem jih vprašal, kaj njim pomeni to romsko kolo, in so takoj rekli temperament, ker je flamenko naš. Tako da, če vprašate španske Rome, pomeni to. 8. april 1971 je pomemben za Rome, ker je bil to prvi svetovni romski kongres, na katerem so
nekako potrdili in priznali Rome za narod, izbrali svojo zastavo, himno. Morda veste, katera je romska himna? Nekateri kimate. Dželem, dželem ste že slišali, ne? In da imamo tudi Romi svoj jezik. Kje smo Romi v Sloveniji? Skoraj da vse povsod. Največ na Dolenjskem in v Prekmurju, potem imamo tudi Rome v urbanih naseljih oziroma v mestih in tale zelena barva na zemljevidu ponazoruje, kje so doma Sinti. Tudi Samanta bo več o Sintih povedala, kdo so ti vrste Romi v navednicah. Izpisal sem tudi Bourdieujevo definicijo kulturnega kapitala, ker sem tudi sam pripravljal magistrsko nalogo na to temo in predvsem me je zanimalo, kako izobrazba vpliva na ohranjanje romske kulture in obratno. In dejansko je samo raziskava potrdila to, kar nekateri že vemo iz prakse, da bolj kot smo Romi izobraženi, se zavedamo pomena ohranjanja kulture in jezika, ampak z druge strani, ko pa so Romi manj izobraženi, so pa oni dejansko, ki ohranjajo jezik, ker mi izobraženi več ne govorimo romskega jezika v vsakodnevnem življenju in se s tem tudi jezik ne prenaša. Ampak k sreči, da se pa lahko kultura in jezik ohranijo, imamo kulinariko, ki jo boste tudi danes pokušali in okušali, Sonja že maha in veselo pripravlja. Imamo jezik, imamo tudi svojo skupno zgodovino, glasbo, nekaj tonov glasbe ste že slišali, ampak več pa v nadaljevanju. Imamo svoj ples, ki naj bi bil ples Romov ali romski ples, šege in običaje. So pa dejansko sodobni izzivi, s katerimi se soočamo zadnje desetletja, morda še v zadnjih letih še toliko bolj, ki vplivajo na ohranjanje kulture, ki izginja. Bivalne razmere, dostopa do storitev, diskriminacija je znova v porastu, prav tako predsodki, stereotipi. Zaradi tega imajo tudi Romi nizko samopodobo, morda tako za intermezzo, ko obiščem Rome na Dolenjskem in se z njimi pogovarjam, vedno znova ugotavljam, da se Romi bojijo ne Romov in ne Romi se bojijo ne Romov, ker so se nekako segregirali sami od sebe in je treba dejansko premagati tisti strah, ki ga čutijo eden do drugega. Na srečo danes smo na Slovenskem knjižnem sejmu, tudi Romi izdajamo knjige, poezijo, nekaj boste slišali v nadaljevanju. To so vsi načini, s katerimi se trudimo ohranjati jezik in kulturo Romov. Morda še za konec res hitrega uvoda, ena iztočnica, ki je meni zelo ljuba, da je izobrazba najboljša naložba za prihodnost slehernega posameznika in skupnosti kot celote. Sedaj pa sledi eno zelo zanimivo predavanje Samante Baranja o romskem jeziku. Hvala lepa, Sandi, za ta prekrasen uvod. La čudi, moravna je Samanta, šukar tu me gre sinov pro knjižno sejem. Zanima me, koliko od vas je razumelo, kaj sem povedala v tem uvodnem nagovoru. Roke gor tisti, ki ste razumeli. Ok, peščica jih je razumela, tako da me res veseli, da so med nami tudi pripadniki romske skupnosti, ki dejansko razumejo, kaj sem povedala. Še bolj me pa veseli dejstvo, da so med nami tudi pripadniki večinskega prebivalstva, katere bom dejansko popeljala v svet romskega jezika, kulture, glasbe, plesa, ampak v ospredju bo seveda romski jezik, ker je to v bistvu moj materni jezik, sama sem rojena govorka prekmurske romščine, tako da bo malce več govora o prekmurski romščini. Preden preidemo na konkretnejše predavanje, pa bi vas želela seznaniti z nekaterimi besedami, frazami, da se boste tudi vi, ko boste danes odhajali, naučili nekaj osnovnih besed v prekmurski romščini, pa vas v bistvu že sedaj izzivam, da ste pozorni, da si zabeležite kakšno besedo, frazo in danes večer, ko boste prišli domov, lahko svojemu partnerju, otroku, partnerici, komurkoli
poveste eno novo besedo v enem tako specifičnem jeziku, kot je v bistvu romski jezik. Pen mangeroman pomeni povej mi po romsko. In dejansko, če začnemo s pozdravi, v prekmurski romščini so tipični 3 pozdravi. In sicer la čudi, kar je dejansko dober dan, potem del tuha, kar v dobesednem prevodu pomeni Bog s tabo, in pa devleha oziroma z Bogom. Zdaj, pomembno je v bistvu omeniti, da la čudi. Pri tem pozdravu gre v bistvu za dobesedni prevod iz slovenskega jezika in če vi greste recimo v romsko skupnost in se pozdravite s tem pozdravom, vas bodo načeloma razumeli vsi, ampak vas bodo mogoče malo čudno pogledali, ker v bistvu tega pozdrava v romski skupnosti dejansko ne uporabljamo. Druga 2 pozdrava sta del tuha in devleha, ki pa sta dejansko v odhajanju, bom pač po domače povedala, in se v bistvu uporabljata še zelo, zelo redko. Če gremo k predstavitvi v prekmurski romščini, se pravi najlažje se v prekmurski romščini predstavimo me som Samanta, kar pomeni jaz sem Samanta, potem mro avnavhi Samanta, kar je mogoče malo bolj zakomplicirano in pomeni moje ime je Samanta, in pa pisinov mam baranja, pa pomeni pišem se baranja. Če se premaknemo naprej, sar sal pomeni kako si, laučo pomeni dobro, šmo pomeni slabo, pa žal oziroma pa avka pa pomeni tako, nekje na sredini. No in tu v bistvu še en stavek, kosal pa tu, kdo si pa ti. Se pravi, to je nekaj osnovnih besed, fraz v prekmurski romščini in sedaj v bistvu izzivam vas, da se poskušate predstaviti v prekmurski romščini. Tako da roko gor tisti, ki bi želel biti prvi. Vas kar izzivam, izvolite, gospa. Aha. Ni že dolgo glasna, zdaj sem. Hvala. Mro Anauhi Nadja. Aha, super. Kako se pa pišete? Svetlinka Stelic. Pisi now man Nadja, pisi now man Svetlinka Stelic. Ok, zdaj pa, če želite sosedo vprašati, kdo si pa ti, kaj boste uporabili, kateri stavek? Ko sal pa tu? Bravo. In soseda odgovori. Me som Tina, pisinau man Palajič. Naprej, kdo si pa ti? Komu boste podali mikrofon? Ko sal pa tu? Me som Alenka, pisinav man Janko Šprajcer. Alenka, sar sal? Laučo. Bravo. In sosedu? Ko sal pa ti? Me som Tjaša, pisinau man Franko. Super, naprej. Še eno sosedo. Ko sal pa tu? Alenka je že bila na vrsti, mogoče še nekdo, ki ni bil. Boste še vi? Me som Tanja. Aha, super, hvala lepa. A je težko? Ja, tisti, ki obvladate ta jezik, najbrž ne. Za tiste, ki pa je ta jezik v bistvu nov in ki ga v bistvu še niste slišali, pa je verjetno kar izziv, da se ga naučimo, ker ga v bistvu ne slišimo tako zelo pogosto. Ampak, če se premaknemo naprej, zdaj za pripadnike romske skupnosti se uporabljata dve besedi oziroma dva pojma, to sta Rom in Cigan, in če pogledamo v bistvu etimologijo obeh izrazov, v bistvu hitro vidimo, da beseda Rom izhaja iz romskega jezika, pomeni pa človek, pripadnik romskega naroda in poročen moški. Izvor in pomen besede Cigan je v bistvu še dokaj nepojasnjen, ampak ena izmed teorij pravi, da naj bi ta beseda izhajala iz grške besede atinganos,
kar v prevodu pomeni nedotakljiv. In na tem mestu se mi zdi v bistvu izredno pomembno, da zabeležimo oziroma si zabeležite datum 5. november, ko obeležujemo dan romskega jezika. To je bilo v bistvu pred kratkim in v Sloveniji pa tudi po svetu so potekali razni dogodki ravno s tem namenom, da se obeleži v bistvu dan romskega jezika. Kako dejansko poimenujemo romski jezik? Romski jezik v prvi vrsti lahko poimenujemo romani čip, to je v bistvu dobesedni prevod. Lahko je to amari čip, kar pomeni naš jezik, ali pa preprosto romanes oziroma roman, kar pomeni romsko. Še nekaj čisto osnovnih informacij. Romi sami sebe poimenujemo Roma, pripadnike večinskega prebivalstva pa Gadže. Najbrž ste že slišali v bistvu za besedo Gadže in pomeni v bistvu pripadnik neromskega naroda. Zdaj na območju Dolenjske v bistvu uporabljajo tudi besedo civili, ki je v bistvu dokaj razširjena, ampak pri nas na območju Prekmurja pa je več ali manj v ospredju beseda Gadže oziroma Gorja. Če pogledamo izvor romskega jezika, glede tega sta v bistvu pomembna dva človeka. Prvi je v bistvu nemški jezikoslovec August Friedrich Pot. Njega v bistvu velikokrat poimenujemo oče romskega jezikoslovja, ki je dejansko prvi, ki je preučil romski jezik znanstvenega vidika in v svojih spoznanjih je v bistvu ugotovil, da je Indija prvotna domovina romskega naroda. Z njegovim delom je v bistvu nadaljeval Franc Miklošič in je v bistvu v teh letih od 1872 do 1880 napisal pomembno znanstveno delo in v bistvu v tem delu je naredil tudi prvo delitev romščine na več dialektov. In po njegovi klasifikaciji obstaja 13 različnih romskih skupin, se pravi 13 različnih romskih dialektov. Kateri so to, lahko v bistvu vidite tukaj v oklepaju, so zapisani. Sodobni jezikoslovci pa dejansko ugotavljajo, da obstaja 5 različnih dialektoloških skupin. Se pravi, če je Franc Miklošič razvrstil v bistvu romski jezik na 13 različnih dialektov, so pa sodobni romski jezikoslovci v bistvu ugotovili, da lahko posamezne dialekte združimo v dialektološke skupine. In tako dejansko ločimo med balkansko dialektološko skupino, potem vlaško, centralno, severno in pa dialektološke skupine in dialekti s samostojnim razvojem. Zdaj v Sloveniji imamo vse 4 različne različice romskega jezika. Če najprej pogledamo prekmursko ali madžarsko romsko različico, v bistvu hitro vidimo, da jo uvrstimo med centralne dialekte. Potem imamo v bistvu še dolenjsko različico, ki jo uvrščamo v dialektološke skupine in dialekte s samostojnim razvojem, predvsem zaradi tega, ker ta dialekt še ni toliko raziskan in je v bistvu vse skupaj težavno jo uvrstiti v kakšno bolj podrobnejšo dialektološko skupino. Potem v Sloveniji živijo še tako imenovani Sinti, njihov jezik uvrščamo med severne dialekte in pa potem so tu še tako imenovani balkanski Romi, ki živijo na območju Maribora in Ljubljane in njihov jezik uvrščamo med balkanske dialekte. Kot v bistvu že uvodoma povedano, Sandi je izpostavil, da je v Republiki Sloveniji od 10 do 12 tisoč Romov. Romi so v Sloveniji prisotni že od 15. stoletja, natančnejše podatke pa lahko zasledimo od 17. stoletja naprej. Zdaj leta 2002 je bil narejen uradni popis prebivalstva in po tem popisu se je za Rome opredelilo okrog 3200 oseb, po maternem jeziku pa okrog 3800. Tukaj vidimo, da v bistvu prihaja do razhajanja okrog 600 oseb. Zakaj je dejansko prišlo do tega? Natančnejših raziskav podatkov v bistvu nimamo, lahko pa v bistvu ugotovimo, da so vzroki pač različne narave. V Sloveniji ima v bistvu romski jezik status manjšinskega jezika, v Makedoniji in pa na Kosovo pa tudi enega od uradnih jezikov. Kot sem v bistvu že omenila, v Sloveniji imamo 4 različne skupine Romov in kaj mislite? Ali je medsebojna komunikacija med temi 4 različicami možna in zakaj mislite, da ja, ne? Kakšno je vaše mnenje?
V bistvu vidim to, ne, nekje na sredini. Ja, ne, mogoče. Ja, ok. Dvignite roke vsi tisti, ki mislite, da ja, da se lahko med sebojno pogovarjamo. Aha. Zdaj pa še roke tisti, ki mislite, da ne. Obstaja kdo, ki misli, da deloma? Aha, tako, ok, v redu. No, v bistvu na to vprašanje jaz velikokrat odgovorim ne, ampak ja. V bistvu je vse odvisno od tega, s katerimi Romi se pogovarjamo. Jaz sem pred leti vpisala doktorat, ki ga pač še nisem končala, ne vem, če ga kdaj bomo videli, ampak v svoji doktorski dizertaciji sem v bistvu raziskovala južno-centralne dialekte romskega jezika in v to vrsto dialektov sodi tudi prekmursko narečje. In sem v bistvu ugotovila, da če se jaz srečam z Romom iz Avstrije, iz pokrajine Gradiščansko, pa z Romom naprimer iz Madžarske in Slovaške, v bistvu hitro ugotovim, da so si jezikovne značilnosti tako zelo podobne, da jaz lahko brez težav komuniciram z njimi. Če se pa jaz srečam z dolenjskim Romom, pa je komunikacija tako zelo otežena, da se lahko pogovarjamo samo pač o nekih osnovnih zadevah. Se pravi, ko se pogovarjamo o vremenskih pojavih, o delih telesa, o čisto običajnih stvareh, če pa želimo v bistvu prešaltati na višjo raven komunikacije, pa dejansko uporabljamo slovenski jezik. Se pravi, ko vas bo naslednjič kdo vprašal, ali se lahko med sebojno pogovarjamo, lahko poveste ne, ampak ja, da je vse odvisno od tega, s katerim Romom se dejansko pogovarjamo, ne? Glede prekmurske romščine, mogoče samo še ta informacija, da je pod velikim vplivom madžarskega jezika in ima veliko število nekih madžarskih jezikovnih značilnosti. Kar je posebnost prekmurske romščine, je predvsem ta, da obstaja veliko število besed, ki vsebujejo dvoglasnike oziroma diftonge. To pomeni, da sta dva samoglasnika na istem mestu, se pravi a, u, o, u in tako naprej. In medtem, ko recimo v drugih dialektih bi besedo recimo avga, kot jo mi izgovarjamo, izgovorili aga, jo pri nas na območju Prekmurja izgovorimo avga, pomeni pa veja. In potem naprej, ponekod nekje drugje, pani, mi rečemo pavni, a ne? Mauro, nekje drugje bi rekli maro. Potem, kaj je še značilno za prekmursko romščino? Različna izgovorjava istih romskih besed. Se pravi, na tako majhnem območju, kot je Prekmurje, lahko isto romsko besedo izgovorimo čisto drugače. Primer je recimo pendjom, za dj bi recimo izgovorili na pušči, potem pengjom v Vanči vasi, to je dejansko naselje, ker sem tudi sama odraščala, in pa pendjom v Srdici. Se pravi, tako majhno območje in tako različne izgovorjave, a ne? Sicer bi pa na tem mestu rada še omenila, da po zadnjih raziskavah v Evropi obstaja okrog 1000 različnih dialektov in ko nas v bistvu nekdo vpraša, ali je standardizacija možna, ja, v bistvu malo težje. Če imamo 1000 različnih dialektov in bo treba to nekako poenotiti, je vse skupaj v bistvu malo težje, a ne? Dolenjska romščina, kot izpostavljeno, ima veliko besed iz slovenščine, hrvaščine in kar je v bistvu zelo zanimivo, v svojem jeziku štejejo samo do 4, od 5 naprej pa v slovenskem oziroma hrvaškem jeziku. Se pravi, če to ponazorimo, a ne, jek, duj, trin, štar, naprej pa 5, 6, 7, 8, 9, 10 in tako naprej. Zakaj je prišlo do tega pojava? V bistvu še nimamo konkretnih raziskav, ampak mislim, da bi bilo to vredno raziskati in opredeliti, zakaj je dejansko prišlo do tega pojava. Balkanski Romi živijo na območju Ljubljane, Maribora, kot že izpostavljeno, uporabljajo pa 2 vrsti dialekta. Prvi je tako imenovani gorbetski dialekt, drugi pa Arlije. Kakšnih natančnejših podatkov, kaj se dogaja s tem jezikom v Sloveniji, še ni. So pa leta 2012 na območju Maribora izdali slovensko-romski slovar,
ki je zelo zajeten in vsebuje, mislim, da preko 10.000 gesel. Tako da, če se kdo v bistvu želi osredotočiti na balkansko romščino, je to zelo dobra osnova, da usvoji pač nekaj besed. Sinti živijo na območju Gorenjske, pač podatki kažejo, da v bistvu ohranjajo svoj materni jezik in da pač v njem zasledimo le malo slovenskih besed. Kje se uporablja romski jezik? Večinoma doma in v romski skupnosti. Prenašal se je preko ustnega izročila, kakšne pisane besede do še pred, mislim, da 10-20 let v bistvu ni bilo. Smo se pa nekateri posamezniki, ki se zavzemamo za ohranjanje in negovanje romskega jezika, dejansko zavzeli to, da ga čim večkrat zapisujemo, lahko ga slišimo tudi v romskih oddajah na televiziji in pa radiju, tako da tudi recimo v kakšnih didaktičnih materialih je že dostopen, ampak ne še v tolikšni meri, da bi v bistvu predstavljal nek enakovreden jezik vsem ostalim jezikom. Evo, pa sem bila hitra. V bistvu, na prejšnjem srečanju, ko smo ga imeli v Mariboru, sem kar precej govorila, ampak za danes mi je bilo povedano, da moram predstavitev skrajšati, tako da se mi zdi, da sem jo kar precej skrajšala. Če pa obstaja kakršnokoli vprašanje, pa lahko med odmorom tudi odgovorim. Tako da hvala za enkrat. Hvala lepa Samanti. Sedaj pa Nina Brasar in Denis Maver bosta prispevala tisti glasbeni del današnjega druženja. Morda samo toliko za informacijo, ne vem, Nina, če lahko izdam, da se pripravljaš na izid albuma prvenca, ki bo postregel tako slovenskimi, kakor tudi z romskimi skladbami. 5 skladb bosta sama povedala, katere bodo. Izvolita. Naslednja skladba je pa ena hrvaška, Virujem u te, Severina. Nima dana, nima ure, da mi nisi cviti pita. Puna mi je duša
pusti vitar da okrene. Jedna ćebe suza slomi. Virujem u te, s tobom živim lipo, sve dok me bude, volit ću te slipo. Virujem u te, ispoviden grije, i kad me varaš, s tobom lipo mi je. Hvala. Naslednja skladba pa je seveda ena romska, Sala Šukar Mrika Lori. Salamange tu mre sonda. Salamange, Salazar. Mene žal na vsu sunce kira, vajdu kamav, Saraka, Sala Šukar Mrika Lori, Sala Šukar Saraka, me užaura v tuzi mande, kaj doar amange pau. Sala Šukar Mrika Lori, Sala Šukar Saraka, me užaura v tuzi mande, kaj doar amange pau. Naštikne britute budržija i briga mal nabara. Me britute na žalnav some kira, čak da mirav i amange apau. Sala Šukar Mrika Lori, Sala Šukar Saraka, me užaura v tuzi mande, kaj doar amange pau. Sala Šukar Mrika Lori, Sala Šukar Saraka, me užaura v tuzi mande, kaj doar amange pau. Me užaura v tuzi mande, kaj doar amange pau. Zdaj pa še ena romska, Mri Šukar dej. Sinjagi kroni kale balenza, ruvlahi te brižin lahi, digdja laudil saruvlahi, la crea svasa.
Hvala. Za konec pa še eno slovensko, Milijon in ena. Ta dan naj bo za naju, le kam se hiti, ljubezen naj bo tista, ki se ji ne mudi. In čas ne le zamrzne, v objemu je toplo, v srcu polnem upanja, ves svet se lepši zdi. Milijon in ena slika, vsaka nov spomin in utrine, ki ljubezen v nama prebudi. Milijon in ena zvezda, vse, kar je lepo v najinem svetu, ti in jaz, kot del neba, zasijeva. Ljubezen je edina, ki se ji ne mudi, v srcu polnem upanja, ta svet se lepši zdi. Se znaju, se znaju. Milijon in ena slika, vsaka nov spomin in utrine, ki ljubezen v nama prebudi. Milijon in ena zvezda, vse, kar je lepo v najinem svetu, ti in jaz, kot del neba, zasijeva. Milijon in ena slika, vsaka nov spomin in utrine, ki ljubezen v nama prebudi. Milijon in ena zvezda, vse, kar je lepo v najinem svetu, ti in jaz, kot del neba, zasijeva, zasijeva. Hvala. Hvala lepa, Nina Braser. Denis bo ostal na odru s posebnim razlogom, ker sedaj vabim na oder Marcela Baranjo, ki bo prisostvoval še tisti delček mozaika pesniškega. Morda še ta informacija, z Marcelom sva pred 3-4 leti izdala skupno pesniško zbirko V senci svetlobe. Danes pa bo Marcel z vami delil poezijo, ki je nastala letos, prav tako v slovenskem in romskem jeziku. Marcel, izvoli. V Šukaripe gejlo, lepota je odšla. U Šukaripe gejlo, kada ke z dingjom te kamelo tešto klik amot. Lepota je odšla, ko začel sem ljubiti telo malo drugače. Oči žarele, ko so nov pomen dobile hlače, ki oblile so kosti, kri, srce in ostale igrače. V Šukaripe gejlo, ko čutili smo ljubezen in ko je svet postal brezvezen, ker med vsakdanjimi ljudmi ostati trezen več ni korektno. Obraz prekrivam s kretnjo, ki prekrivala je smeh, solze in dolgo cesto, ki me vodila je tja, jezno v mračno mesto,
kjer cigani so igrali ritme, ki odmevajo v ušesu brezpredmetno. Oni so drugačni. Oni pišejo tako, da so napačne tudi prave roke, kjer so lačni vrednot in skrivamo otroke pred vesoljem, lastnim okoljem in telo postaja čudno. Ko mir gori, oko je budno, pa vseeno mi spodbudno reče, da te plamen speče in da govorimo tisti, ki nas vleče nekam dlje. Odvisni smo od sreče, bi si mislil, kaj vse bi dal, da bi stisnil kot zavist in objel volkove in premikal gore, da potrdijo moj odtis v zgodbi jake kulture. Oni plešajo nevidno in življenje je preveč lucidno, da bi vključili igro, kjer sem jaz srečen glasno in ti tiho, da ljubim njega strastno in njo isto, da ujameva temelj, srž, bistvo dveh lepih duš. Obstajava z iskro v očeh, ki blesti redko, ker kamorkoli grem, kultura vedno izgubi pomen, ker tisto, kar sveti, več ni sveto. Vsi smo kralji in meje med hišami so odpadni materiali, ocena v šoli je enaka oceni, ki jo daš sosedu zunaj spomladi, vsi premladi, da bi razumeli čase, ko ste lovili divjadi, vsi pretihi, preglasni, ko žarimo poleti na svoji paradi, pogledi čudni, ko Romom povem po romsko, nimate se radi. Sohijan dušejro, kaj je v glavi, se po naravi bojda strastni in sanjavi in prihodnost riše von po kavi, kaotično razigrani smo postali. Ljubiti lastno kožo je najtežje, zato svoj glas ovijamo perje, vsi težav, vsi te navšav se zaderem, ker res je, kadar zaživim, kulturi jemljem. Vse, kar mi je dala, sem zavil v celofan, vse prozorno, vse je vidno, sebe le na pol vam dam. Na violino bi igrali, da izrazili bi čustva, ker preprost pogovor je preveč robustna stvar, a v beša dej prukam, sikaf mange, sikaf lenge, kaja dala Roma stežan, pokaži mi sonce, saj nismo zgubljeni, samo včasih nas je sram, da drugače živimo in težko zajameš zrak. En korak, dva koraka, počasi. Povejte, da bomo jasni, kaj želimo, kaj želite. Težki časi so izgovor za odgovor na vsa vprašanja. Kdo smo mi, kdo ste vi, kaj je v naših sanjah? Eni slabši, drugi oviti v druga sranja. Pričakovanja so kot strup za srečo in misli primerljive z gnečo. V šukariji pegelo. Lepota je odšla, ko začel sem telo ljubiti malo drugače. Hvala lepa Marcelu Baranja. Sedaj pa preden se dejansko poslovimo, bi prosil še za minuto Sonjo Horvat, da se mi pridruži na odru, da nam pove, kaj je pripravila, kaj bomo lahko uživali kulinaričnega. Naj povemo, da je Sonja Horvat predsednica Romskega kulturnega in turističnega društva Pušča. Sonja, jaz vem, kaj bomo jedli, da bo zelo dobro, kaj bomo jedli, ampak ti vseeno povej na kratko, kaj si vse pripravila za danes? To je zdaj bil malo izziv, no? Tako moram reči. Kaj boste danes jedli? Vse tukaj, kar sem pripravila, sem v teh enih nabodalih zavzela eno romsko življenje. Od revščine pa do praznika. To boste okušali. Potem pa smo pripravili eno sladico, ki je za nas Rome zelo pomembna, ki jo pečemo samo za dan mrtvih. In hočem povedati, naj je revna družina še kako, ampak pri Romih na dan mrtvih najdemo to pogačo. To je posolanka. Posolanka, ponovite za mano. Posolanka. To je čisto preprosti kolač, ampak to se res peče samo za dan mrtvih. Pa samo še en stavek povem eno anekdoto, kako so nekoč to Romi delali. Jaz sem sicer iz Prekmurja. Za dan mrtvih so spekli to pogačo, dali na krožnik, to mi je moj oče govoril, in so dali na krožnik, postavili zunaj na okensko polico,
to so bili starejši, ne? In potem so prišli ti mladi fantje po noči, ko so šli za pokopališče, ker pri nas je taka navada, da so bili včasih na pokopališču celo noč, ne? Za dan mrtvih. In ko so šli domov, kaj so naredili? Pojedli so in zjutraj, ko so ostale babice in mamice, so rekli, ja, pa je bil naš pokojni danes tukaj, pogačo je pa pojedel. No, vse, kar je tukaj, in potem je še tukaj naš ocvrti kruh in pa naša romska pogača, mi ji pravimo kotloskri pogača. Lahko ponovite za mano. Kotloskri pogača. Dobesedni prevod je pogača iz pečice. To je pa pogača, katero še dan danes naši Romi uporabljajo, nekoč je pa to bil tako kot naš kruh. Kot veste, ni bilo nikoli, ne vem, česa vse na pretek in so Romi pač, ko so otroci zvečer, je bil pač, lakota je bila prisotna in kaj narediti. Moka je bila, omesili so pogačo in to je bil kruh. In mi smo vam tukaj pripravili, enega sem naredila tipičnega, drugega pa malo za praznik, ker so malo ucvirke, ker to je bilo samo takrat, ko je bil po zimi, ne, ko so bili že malo boljši časi. Kaj še imamo? Mislim, da sem vam vse povedala, ampak lahko me vprašate. Še tukaj so naš ocvrti kruh, to je pa pogača, katero oziroma nekaj narejeno čisto preprosto iz moke in vode, se omesi, se ocvre, to je kruh, smo ga pa mi jedli včasih z mlečno kavo, bela kava se pravi, ne, z belo kavo. Jaz sem pa danes tukaj pripravila malo z jogurtom, malo smo to sicer šli tudi malo na bolj zdravo življenje, tako da imate tudi precej zelenjave. Nabodala vam bom pa razložila, kaj je vse gor. Ko boste imeli v rokah, bom vam lahko razložila, zdaj malo težko povem, kaj je gor. Čas nas pa preganja, tako da mislim, da kar gremo za mizo. Hvala. Hvala lepa, Sonji Horvat. Ja, ob koncu, hvala tudi vam v imenu Romskega akademskega kluba in v sodelovanju z Združenjem PEN. Vas vabimo na to čudovito romsko pogostitev in hvala in vse dobro. Srečno.